Komendi je danes spet pravi praznik, kajti začel se je 17. kmetijski sejem Komenda 2012 spomladanski del. Tokrat je ta sejem tudi bistveno razširjen v primerjavi s prejšnjimi sejmi. Res je, ta spomladanski kmetijski sejem je zelo razširjen na 30.000 kvadratnih metrov, kot da je popolno poln, kot da smo mogli veliko razstavljavcev odkloniti, če bi hoteli vse razstavljavce, mogli vsaj še ne 3000 kvadratnih metrov več imeti, pa se ni dal. Vi ste seveda oče tega sejma, iniciator od vsega začetka in konjeniški klub Komenda, ki mu predsedujete tudi iz leta v leto, pripravlja ta zanimiv sejem, ki je čedalje bolj zanimiv za večje število razstavljavcev in seveda tudi obiskovalcev. Kaj je še posebej značilno za letošnji sejem? Prej smo na 300 kvadratnih metrov začeli pred 16 letom. In se razširili na 3 hektarje. Smo se razširili na 3 hektarje, kot da je res ta vzpon zelo velik, kot volontersko, ko delamo na tem sejmu, smo res tudi zadovoljni, da smo tako daleč prišli, da je danes prerasel vse okvire. Kaj mora biti še posebej značilno za letošnji sejem? Ja, za letošnji sejem je tudi državna razstava Cikaste pasme, ki je tudi ogromno pomen za ta sejem. Če je več se dogaja na tem sejmu, je tudi več obiskovalcev in pospeši tudi kvaliteto sejma. Koliko živine bodo razstavljali kmetje? Ja, na tem sejmu bodo razstavljali živine tam okrog 87 glav te Cikaste pasme. Razstava pa bo v soboto in nedeljo. Razstava bo v soboto, v najstredovan živali, ocenovanje, v soboto bo, na nedeljo bo pa podelitev priznanj. V okviru sejma se predstavlja tudi kmetijski center Lah. Kaj vse nudite svojim strankam ob tem, da slovite tudi po zelo dobrem servisu? Ja, če vse hočem napovedati, koliko prodajamo vseh artiklov, strojev, je to težko napovedati. V glavnem traktor je Neuholand in to cisterne vaja, tovarne, program SIP, ker tudi imamo tudi vse rezervne dele, kot da traktorjev, ko v Sloveniji, ker jih mi prodamo, jih skoraj, kot smo pod ta podjetje, jih največ prodamo v Sloveniji, kmetijski center. Sicer pa bo vse 3 dni dogajanje na sejmu zelo živahno, prav tako pa skrbite tudi za kulturno plat na sejmu. Ja, na sejmu je za vsega, ki pride na sejem, lahko vse. Kulturne stvari, ki se dogajajo, zabavne prireditve, kot da je vse poskrbljeno za vsega obiskovalca. Tudi za parkirišča je poskrbljeno? Ja, parkirišča je tam za 1000 avtomobilov je poskrbljeno, drugače imamo pa tudi izven sejma, imamo tudi dosti na 4 hektarih je zemljišče, ki je suho, se lahko bo parkiralo. V slučaju pa, če bo dež, imamo pa organizirano tudi avtobus iz te obrtniške cone Komenda, ki bo vozil gledalce, obiskovalce lahko na sejem, ko bo krožil
brezplačno pripeljal sem obiskovalce in poje tudi nazaj na parkirni plac. In tudi parking je brezplačen. Ja, tudi parking je brezplačen in vstopnina. Najbrž je pomembno tudi to, da ste pobratani s sejmom iz Sremske Mitrovice. Ja, res je to tudi pomembno za konjeniški klub in sejemsko dejavnost, tudi za občino. Lansko leto na sejmu smo podpisali pismo nameri, občina in konjeniški klub so bili tudi podpisnik te pisma nameri, kot da smo vzpostavljali ta srečanja, kot da smo že lansko leto obiskali Sremsko Mitrovico. Oni so tla že tudi dvakrat bili, danes so tudi prišli na sejem, jih je prišlo tam 55, ki so gledali sejem in bojo tudi 2 dni na tem sejmu in bojo tudi predavanja bomo naredili za kmete, ki so tudi vrtniki in kmetici so zraven, tako da bojo predavanja kako so naši kmetje, ki so v Evropski uniji, kot da jo majhen vedeli se pripraviti za kadar bojo prišli v Evropsko unijo. Tako da se tudi danes predstavlja na tem sejmu turistično društvo iz Sremska Mitrovica, zelo bogato ponudbo, kot da je res, kjer hoče to, da dobi tam prospekte in je to zelo bogata ponudba turistična, tako da je res tudi lepo dol gledati. Mi smo bili tudi na tem mestu Sremska Mitrovica, je bilo res čudovito. Hvala lepa. A mi lahko, gospod župan, opišete, kako ste zadovoljni z letošnjim spomladanskim sejmom v Komendi? No, prepričan sem, da največji optimisti niso pričakovali takšen obisk tega sejma. V mislih imam razstavljavce, kar preko 600 razstavljavcev zaupa Komendi, zaupa konjeniškemu klubu, ki prireja, res se mi zdi, zdaj že ta veliki mednarodni sejem. Kot župana, bom rekel, me je kar malo strah. Strah me je velikosti tega sejma in tudi pomembnosti. Sej odgovornost se mi zdi, da je na nas, ki vodimo občino, da to, kar smo dosegli z organizacijo tega sejma, ne bi šlo v nič. Prepričan sem, če bomo s pametno politiko, tako občinsko in s soglasjem države, uspeli ta sejem postaviti na prostor, katerega ta velikost in toliko število razlagateljev tudi nekje zasluži. Brez prostorske širitve se mi pa zdi, da nam ne bo uspelo sejma nadaljevati v taki kvaliteti, kot ga imamo zdaj, in to bi bila res velika škoda za našo občino. Že na prvi pogled lahko zlahka opazimo, da je sejem bistveno večji kot kadarkoli. Zdaj dejansko razstavljate na 3 hektarjih. Da, kar 3 hektare površine je zasedeno in zato pravim, da me je kar malo strah, kako bomo nadaljevali z tem razvojem, kar pa se mi zdi, da mora biti. Ljudje, Slovenci, so pokazali oziroma izbrali Komendo kot tisto občino, kateri zaupajo in v katero bi radi prišli razstavljati svoje izdelke in seveda tudi kupovati. Tle na tej sejmu se ni samo razstavni sejem, ampak mnogo posla se tudi naredi na vseh teh štantih, ki jih imamo priliko videti na tem zdaj res mednarodnem sejmu. No in tudi spremljajoča dejavnost je kar živahna. Ja, jaz mislim, da tle dobi čisto vsak vse, kar hoče. Včasih so rekli od šivanke pa do lokomotive, no in se mi zdi, da je to zdaj pri nas v Komendi možno najti. Hvala lepa. In zdaj v meni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Ciril Smrkolj, najprej dober dan želim. Lep pozdrav. So na sejmu v Komendi, sprehodili ste se že po njem, s kakšnimi vtisi? Ja, sejem raste, 17 let, to so tudi izkušnje, velika ponudba, tako kmetijske, gozdarske in tudi gradbene mehanizacije. Izbira velika in čestitka organizatorjem, to je konjeniškemu klubu Komenda. Sejem se tudi širi, kar je hvale vredno. Vse več je dogodkov,
Mi kot Kmetijsko-gozdarska zbornica smo predvsem zadovoljni z izobraževanjem, ki se v okviru sejemskega programa vodi in tudi možnostjo predstavitve delovanja naših zavodov tu na sejmu. No, ampak sama širitev sejma nekako pomeni, da kmetje še zmeri in tudi imajo denar. Ali po drugi strani, da je za samo nastavljanje veliko zanimanje? Ne bi rekel. Jaz mislim, da kmetijstvo izredno doživlja krizo od 2000 do tega leta je pokrivanje stroškov prireje vse slabše, v stvari so izgube, vendar tak sejem tudi ponudi možnost, da res skrbno oceniš, kaj boš kupil in da boš kupil tudi po ugodni ceni. Ker vse bolj se vidi, da ljudje premišljeno kupujejo in sploh ne kupujejo tako kar na počez. Pač kriza je in kmetijstvo je sigurno ena od najhujših v zadnjih 50 letih. Hvale vredno pa je, da je na sejmu ob strojih na ogled tudi živina. Ja, to je absolutno. Jaz sem prav vesel, da je društvo Cikastega goveda organiziralo letos na sejmu državno razstavo Cikastega goveda. Razstava se prične v soboto in vesel sem, da se jo bo ogledal tudi minister za kmetijstvo, gospod Franc Bogovič. To je priznanje rejcem, ki ohranjajo to slovensko avtohtono pasmo Cikastega goveda v Sloveniji. Pred Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije so tudi volitve v svet kmetijske zbornice. Najbrž je pričakovati, da boste ponovno kandidirali za predsednika. Ne. Prvo je treba vedeti, da so volitve v svete območnih enot Kmetijsko-gozdarske zbornice, to je 13 širom po Sloveniji. Istočasno so volitve v svet Kmetijsko-gozdarske zbornice na državnem nivoju. In te bodo kdaj? Postopki že tečejo, kandidacijski postopki se zaključijo 20. aprila, imeniki volilni bodo predstavljeni 26. aprila in volitve bodo 25. maja na voliščih, ki bodo širom po Sloveniji. Istočasno pa bo moč voliti tudi v istem tednu po pošti. To je ena nova oblika, mi smo to skrbno proučili, tudi dobili ustrezno zakonsko podporo in na ta način približali volišča našim članom širom po Sloveniji. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je dejansko udomačena med kmeti, zavzema se za njihove pravice, prav tako pa dobro tudi sodeluje z vlado, tako s prejšnjo kot predvidevati je tudi sedanjo. Ja, težko je reči, kako sedaj. S prejšnjo vlado smo kar vzpostavili en dialog. Leva opcija v parlamentu je v enem delu razumela naše probleme, v tem delu pa bo potrebno vsekakor intenzivno delati in tej vladajoči koaliciji predstaviti probleme kmetijstva, podeželja, gozdarstva, lovstva, ribištva in tudi pomemben moment, ki se dogaja v tem trenutku, to je vključevanje slovenske politike in tudi nas nevladnih organizacij v pogajanja okrog reforme kmetijske politike po letu 2013. Kmetje in tudi čedalje več občanov, celo občanov mesta Ljubljane, pa Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije prepoznava tudi po podeželju v mestu. Vsekakor podeželje v mestu je projekt star 6 let. Prvo je bil samo v Ljubljani, zdaj smo se širili na Koper, Maribor, tudi v Celju in tudi na lokalnih nivojih se pojavljajo organizirane prireditve, predstavitve kmetijstva in ponudbe kmetijskih pridelkov. Tako da prav prejšnji teden sem bil v Kamniku, ker je bilo podeželje v mestu sredi najlepšega trga, mestnega trga v Kamniku in recimo zanimivo, veliko zanimanje
potrošnikov in tudi pestra in kvalitetna ponudba kmetov iz tega kamniško-tuhinjskega območja. In kako bi izgledala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije brez kmetijske svetovalne službe? To pa je vprašanje, ker bi rekel enostavno katastrofalno. Jaz se te dni srečujem z kolegi iz Hrvaške Kmetijsko-gozdarske zbornice, kjer politika v bistvu prenaša kmetijsko svetovalno službo nazaj na Ministrstvo za kmetijstvo. To je po moji oceni huda napaka, kajti na to službo mora zmeraj uporabnik te službe, to je kmet, imeti nadzor. In prek zbornico je imamo in jaz sem prepričan, da z kvalitetnim sodelovanjem tako članov zbornice kot služb lahko pridemo do velikega napredka tudi v povečani predelavi, povečani samooskrbi, povečani prehranski varnosti. Treba se zavedati, da 1% povečanja samooskrbe pomeni tudi 1000 novih delovnih mest v Sloveniji v verigi. Hvala lepa za ta prijeten pogovor. Hvala lepa tudi vam.